Kakšno pa je zgodovinsko ozadje nastanka? Kot veste, so Rimljani izumili akvadukte, ki so omogočili dostop do vode po vsem mestu. Fontana stoji na stičišču 3 poti in označuje končno točko Aqua Virgo, enega od rimskih akvaduktov starega Rima. Legenda pravi, da so bili rimski vojaki, ko so se vračali v Rim, neizmerno žejni. Prikazala se jim je devica in pokazala mesto, kjer je bila Aqua Virgo, kar pomeni čista ali deviška voda. Ta akvadukt je peljal tudi v Agripove terme in je v Rimu služil več kot 400 let in mu služi še danes. Sedaj se odpravljam do naslednje znamenitosti, predtem pa skočim še na pravi italijanski gelato. Nov dan, nova množica obrazov, ki zre v moje plečate prsi. Nekateri nasmejani in polni zanosa, drugi že nekoliko utrujeni od vročine in hoje do znamenitosti. Edini obrazi, ki so stalni, so obrazi policistov, ki skrbijo, da turisti ne prestopijo meje dovoljenega. Na trgu lahko ves čas spremljam živahno dogajanje. Nemalokrat sem priča tudi običajem, ki so ljudem sedanjega časa zelo pri srcu. Zanimivo se mi zdi, da prepotujejo tako dolgo pot, da pred mojimi očmi pokleknejo na eno koleno in izpovejo svojo ljubezen. Vsi se želijo slikati z mano, nikogar pa ne zanima, kdo sem in od kje prihajam. Ego sum ocean, sin Urana in Gaje, bog morja in oceanov, ki obkrožajo svet. Moji prijatelji Tritoni utirajo pot moji školjčni kočiji, tako da krotijo opreženega hipokampa in pihajo v školjko, da ukažejo morju, naj se umakne. Moja današnja podoba je konglomerat idej več umetnikov. Sprva Berninija, nato Salvija in na koncu Paninija. Kar 4 kiparji so moje poteze izklesali iz travertina, izkopanega vzhodno iz Rima. Tudi meni je čast pristati na tako pomembnem kraju. Ko je Katarina odprla denarnico, sem vznemirjeno čakal, če bo med vsemi kovanci izbrala ravno mene. In res, moj trenutek je prišel. Pokukal sem na plano in se zalesketal v žarku sončne svetlobe. Še preden sem se zavedal, sem poletel v loku in se dotaknil vodne gladine. Juhu! Novi dogodivščini naproti!